Pozdravljeni! Zavod Republike Slovenije za šolstvo je minuli teden v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije v Ljubljani podelil 6 priznanj Blaža Kumerdeja za leto 2025. Gre za priznanja, ki jih zavod namenja posameznikom, skupinam ali vzgojno-izobraževalnim institucijam za dosežke pri delu z mladimi, njihovo ustvarjalnost in inovativnost ter kakovostno sodelovanje z strokovnjaki. Med dobitniki priznanja za leto 2025 je bila tudi Osnovna šola Središče ob Dravi. Osnovna šola Središče ob Dravi, ki leži v skrajnem vzhodnem delu severovzhodne Slovenije, je majhna šola po številu otrok in zaposlenih, a velika po strokovnosti, inovativnosti in predanosti. So med drugim v obrazložitvi zapisali na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo. Na takšno pohvalo so na Osnovni šoli Središče ob Dravi neizmerno ponosni. Res je, to je višek priznanj za strokovne dosežke, kar jih lahko v Sloveniji šola, zavod dobi in nam izjemno pomeni veliko. Potrditev našega dosedanjega dela, potrditev tega, da smo bili na pravi poti v uvajanju različnih programov, projektov, preizkušanju inovativnih pedagoških praks. V bistvu, da smo bili na pravi poti v našem delu in trudu, da bi našim otrokom v vrtcu in v šoli zagotovili čim boljše, čim kvalitetnejše izobraževanje in vzgojo. Kakšne posebne pogoje mora neka šola izpolnjevati, da se lahko pridobi to priznanje? V bistvu gre za to, da te mora nekdo prepoznati po tvojem delu, ki izstopa na določenih področjih sodelovanja z Zavodom za šolstvo. Objavljen je razpis in nas je predlagala predstojnica območne enote Zavoda za šolstvo Maribor, doktorica Milena Kerndl, skupaj z svojo ekipo sodelavcev, pedagoških svetovalcev. In potem je komisija posebna, ki deluje pri Zavodu za šolstvo Republike Slovenije, obravnavala prispele vloge in potem seveda nas prepoznala kot tiste, ki smo primerni dobitniki tega priznanja, kot je zapisano, za izjemne dosežke na pedagoškem področju. Med drugim tudi to, da tako majhna šola nekje na obrobju Slovenije lahko dela dobro in kvalitetno in je prepoznana potem v celotnem slovenskem prostoru. In kot sem v nagovoru na podelitvi priznanja v Ljubljani, ko sem se zahvaljevala podeljevalcem, rekla, da smo presrečni, da so Središče ob Dravi, šolo iz Središča ob Dravi postavili simbolično v središče dogajanja in središče pozornosti v Sloveniji. Seveda pa to ni edino priznanje, ki si ga je Osnovna šola Središče ob Dravi že pridobila. Recimo, na katero od teh priznanj pa se na šoli najbolj ponosni? Najbolj smo seveda ponosni na to zadnje priznanje, zelo ponosna pa sem, da smo bili priznani in prepoznani kot najkulturna šola Republike Slovenije. Priznanje je podelil šoli Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v kategoriji manjših šol in to nam je ogromno pomenilo. In drugo takšno veliko priznanje je to, da smo sprejeti v evropsko mrežo šol, ki delajo kvalitetno z nadarjenimi učenci in smo postali tako imenovana Evropska talent točka. Koliko vas je učencev oziroma koliko učencev je trenutno na šoli? Na šoli imamo 148 učencev, v vrtcu, ki deluje pri šoli, imamo pa 67 otrok in to priznanje v bistvu se nanaša tako na delo v vrtcu kot na delo v šoli. Iskrene čestitke. Najlepša hvala. Na priznanje, ki ga je prejela domača šola, je ponosen tudi župan Toni Jelovica. Res je, kot je že sama gospa ravnateljica povedala, to je eno priznanje, s katerim smo lahko ne samo ponosni v šoli, ampak tudi v sami občini, kajti tudi sam sem obiskoval to osnovno šolo in s tem delom, katerega so delali, to pomeni, da dobro delajo, to pomeni, da smo tudi priznani ne samo v naši okolici, ampak tudi širše, tudi v celi Sloveniji spoznali, da tudi tako majhne šole so lahko tudi dobre in pa vzgled vsem ostalim šolam v Sloveniji. V občini si prizadevate že kar nekaj časa za rekonstrukcijo vrtčevske zgradbe. Kako daleč je s tem?
Ja, res je, v lanskem letu smo bili se prijavili na razpis, na katerem nismo bili uspešni. Letos smo se spet prijavili, tako čakamo na rezultate in upamo, da bomo uvrstili se oziroma da bomo dobili sofinancirski delež za rekonstrukcijo in pa novo gradnjo. Ob tem lahko samo povem, da tudi vlagamo vsako leto v šolo in pa vrtec, to pomeni, da pač tem učencem in pa vrtcu vsem pač pripomoremo, da pač imajo dobre pogoje za delo in s tem, ko so pogoji dobri, s tem tudi pridejo rezultati in pa te nagrade, katere so pač pridobili. Blaž Kumerdej je bil slovenski šolnik, razsvetljenec in narodni buditelj, rojen leta 1738. Svojo razsvetljensko miselnost in slovensko narodno zavest je Kumerdej dokazal z načrtom za organizacijo osnovnih šol na Slovenskem in prvim izobraževanjem učiteljev. Zavod za šolstvo Republike Slovenije tako najvišjih priznanj v vzgoji in izobraževanju po Blažu Kumerdeju ni imenoval slučajno. Letos so priznanja podelili 27. leto zapored. Še ostajamo v občini Središče ob Dravi. Po 14 letih čakanja na novo priložnost se je občina Središče ob Dravi v začetku januarja spet prijavila in uspela na razpisu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj za sredstva, ki bodo pokrila strošek dolgo željene obnove kulturne dvorane Orlana. Gre za nekaj manj kot 800 000 evrov vreden projekt, ki pa bi Središču ob Dravi prinesel nove večnamenske prostore in končno ohranitev lokalne kulturne identitete in dediščine. Dvorana z imenom Orlana v Središču ob Dravi je bila zgrajena med letoma 1922 in 1928. V istem času kot dvorana z imenom Sokolana čez cesto. Kulturne in druge prireditve sicer že vrsto let potekajo v Sokolani, Orlana pa žalostno propada in že vrsto let kliče po obnovi. Gre za več kot 205 kvadratnih metrov veliko dvorano, ki bi z načrtovano obnovo dobila dobrodošle nove vsebine, ki bi bile odlična podpora razvoju lokalnega gospodarstva in socialne infrastrukture. Župan Toni Jelovica je uspeha na razpisu posebej vesel. Seveda me veseli, kajti v lanskem letu smo se prijavili, smo bili neuspešni. V letošnjem letu je bil razpis še enkrat za te obmejna območja ponovljen in tako leto smo pač dobili, to pomeni, da dobimo sklep o sofinanciranju, to pomeni, da bomo Orlano uredili, tako kot smo v lanskem letu že uredili fizioterapijo, tako bomo letos uredili Orlano in tu zaključimo kot eno celoto. To pomeni, da smo takrat oziroma sedaj bomo tudi te dve zgradbi, katere sta v lasti občine, tudi obnovili in predali svojemu novemu namenu. In kakšen bo namen torej obnovljene Orlane? Ja, kot zdaj sami vidimo, je v prvem delu v lanskem letu smo uredili fizioterapijo, to pomeni, da lahko občani hodijo na fizioterapijo v domačem kraju, zraven je objekt Orlana, v katerem bodo nove vsebine, to pomeni TIC, podjetniški inkubator, mladinski center, center za krepitev kompetenc starejših in mlajših, večnamenska dvorana, kotlovnica, WC in pa videokonferenčna dvorana na daljavo. To pomeni za okoli 20 do 25 udeležencev, da bodo lahko pač imeli kakšne sestanke oziroma zume na daljavo, tako da bodo lahko prisotni v tej dvorani in ne bodo rabili recimo hoditi v Ljubljano na sestanek, to pomeni, da bomo lahko uredili te zadeve tu in s tem bomo tudi prikrajšali čas. Kako bo izgledala Orlana po obnovi? Verjetno pročelje ostane enako, ne? Je to neka zgodovinska znamenitost? Ja, res je, že v sami zasnovi smo si zadali, da bi to pročelje ostalo enako kot je oziroma v takšnih gabaritih, to pomeni, da bi bil videz enak, uredijo se tlake, to pomeni, da višina v sami dvorani bodo v eni višini, ne bo več stopnic kot je sedaj. Uredila bodo se tudi zunanjost, pomeni možnost dostopa do invalidov, zunaj, da se uredilo tudi parkirišče. Uredila bo se tudi ena klop, tako en del bude tudi se zadnji del objekta, da se porušil, tam pa bomo dali tudi v sklopu zeleno-modre infrastrukture vsebine, kajti na sami dvorani bude tudi sončna elektrarna, potem je polnilnica za e-kolesa, parkirišče in pa dvorišče z zeleno steno, kjer da lahko tudi obiskovalci si zunaj veseli in si tudi malo
počinili, po domače povedano. Kdaj bi torej začeli z deli, kdaj mora biti vse skupaj končano? Ja, sedaj smo v fazi izbora izvajalca, to pomeni, da to čim prej rešimo, tako da pričakujem, da bi v mesecu juniju začeli, končati pa mora biti do 1. novembra. Občina Središče ob Dravi se v letu 2011 s projektom obnove kulturne dvorane Orlana že prijavila na razpis Ministrstva za kulturo, vendar ministrstvo takrat projekta ni uvrstilo med tiste, ki so bili sofinancirani oziroma financirani iz državnih sredstev. Lani niso bili uspešni na razpisu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Letos pa jim je torej uspelo. Ministrstvo je sicer za revitalizacijo objektov javne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih za leto 2026 skupno 10 občinam dodelilo 9,4 milijona evrov. Občina Ormož je z tega naslova prejela sredstva v višini 821.800 evrov za revitalizacijo Kolaričeve hiše v mestu. V Ormožu smo minuli teden doživeli parado učenja, ki jo organizira Ljudska univerza ter poteka v okviru tednov vseživljenjskega učenja. Parada učenja je 20. maja istočasno potekala na 17 prizoriščih po vsej Sloveniji. Tudi v Ormožu, kjer je letos potekala 8. Na tržnici znanja se je predstavilo 24 stojnic, odvilo pa več kot 50 delavnic in različnih aktivnosti. Parada učenja je sejem priložnosti za učenje in ustvarjalnosti na javnem mestu. Udeležencem so namenjene informativne in svetovalne stojnice, predavanja, delavnice, kulturni nastopi ter vrsta možnosti za izmenjavo izkušenj predstavnikov vseh generacij. Program je bil sestavljen z odrskega dogajanja, predstavitev na stojnicah in različnih spremljevalnih aktivnosti, ki so potekale v parku in na dvorišču grajske pristave. Sedaj pa bomo ponovili vse podprej. Dvigni levo desno roko in mahaj mi. Zibaj bok v levo, desno in kroži z njim. Zdaj udari z levo roko, desno in postoj. Skači v levo, desno in zavriskaj si z menoj. Zbrane je z uvodnim govorom pozdravila direktorica Ljudske univerze Ormož, Viki Ivanuša. Danes smo se zbrali na dogodku, ki nosi posebno sporočilo. Parada učenja ni le še ena prireditev. Parada učenja je praznik znanja, sodelovanja, radovednosti in človeške povezanosti v lokalni skupnosti. Je dan, ko pokažemo, da učenje ni omejeno na šolske klopi ali določeno življenjsko obdobje, temveč je pot, po kateri lahko hodimo skozi celo življenje. V današnjem času sprememb in negotovosti ostaja znanje še vedno ena največjih vrednot. A ne le znanje iz knjig, ne le izobrazba. Tisto, kar vedno bolj šteje, je znanje za življenje. Znanje, kako sodelovati, kako slišati drug drugega, kako ostati človek in kako graditi skupnost, v kateri ne bo nihče prezrt. Na Ljudski univerzi Ormož verjamemo prav v to, da ima vsak človek talent, potencial in pravico do novih priložnosti.
Zato smo ponosni, da lahko skupaj z našimi 3 lokalnimi skupnostmi, občino Ormož, občino Središče ob Dravi in občino Sveti Tomaž, ter s številnimi partnerji ustvarjamo okolje, kjer se povezujejo izkušnje in ideje. Danes na prireditvi srečujemo otroke, mlade, družine, starejše, društva, organizacije, posameznike, ki vsak na svoj način dokazujejo, da je znanje živo, ustvarjalno in povezovalno. Parada učenja nas opominja, da se največ naučimo drug od drugega, v pogovoru, skozi sodelovanje, v spoštovanju različnosti. In prav zato imajo takšni dogodki posebno vrednost, ker gradijo mostove med ljudmi. Zato smo na letošnjo parado povabili ne le ljudi od blizu, ampak tudi od daleč. Celih 14 dni namreč gostimo mednarodne prostovoljce iz Grčije, Italije in Poljske, ki nam prav tako pomagajo ustvarjati današnji dogodek. Mednarodno noto paradi pa daje tudi obisk iz sosednje Hrvaške, kjer so nam v okviru programa Erasmus Plus prišli v goste učeči se iz Centra za kulturu in celoživotno obrazovanje Zlatna vrata iz Splita. Takšna sodelovanja imajo posebno vrednost, saj nas učijo, da znanje povezuje ljudi ne glede na meje, ne glede na jezik ali kraj, oziroma na majhnost kraja, iz katerega prihajamo. V teh srečanjih nastajajo nova prijateljstva, spoznanja in občutek, da smo del širše skupnosti ljudi, ki verjame v moč učenja in sodelovanja. Parada učenja ni dogodek Ljudske univerze Ormož. Je dogodek, ki ga lahko ustvari edino dobro sodelovanje in delo številnih institucij. Zato iskrena hvala vsem sodelujočim na stojnicah, v delavnicah, nastopajočim, mentorjem, prostovoljcem, partnerjem in obiskovalcem, ki soustvarjate današnji dan. Brez vaše energije, srčnosti in pripravljenosti sodelovati, parada učenja ne bi imela svoje prave moči in ne bi dosegla svojega namena. Zato naj bo današnji dan priložnost za srečevanje, nabiranje zanimivih idej, prijetna poznanstva in nov navdih. Predvsem pa naj nas spomni, da se človek uči celo življenje in da je prav v učenju skrita moč razvoja, samozavesti in skupnosti. Želim vam en zelo prijeten dan. V nadaljevanju je o pomenu vseživljenjskega učenja spregovoril še podžupan občine Ormož, Zlatan Fafulič. Zbrane pa sta pozdravili tudi gostji iz skupine prostovoljcev iz Centra za kulturo in vseživljenjsko učenje Zlata vrata v Splitu, ki so v okviru evropskega projekta Erasmus na izmenjavi prostovoljcev prisotni v Ormožu. Razen otrok iz ormoškega vrtca sta v kulturnem programu nastopila še Maja in Domen. So preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu preprosto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Prepevanja ni skoraj nikoli dovolj, radi rečejo tudi ljubitelji zborovskega petja. Prijetno pevsko doživetje je tako bilo tudi srečanje odraslih pevskih zborov, ki ga pod naslovom Kdor poje organizira območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti Ormož. Na srečanju, ki je potekalo v Domu kulture, so nastopili 4 zbori.
Območna revija odraslih pevskih zborov je bila tudi ena izmed prireditev v okviru Festivala ljubiteljske kulture 2026 ter tednov vseživljenjskega učenja. Tako kot vsakeč je srečanje praznik zborovskega petja, glasbe in skupnega ustvarjanja, hkrati pa tudi del širših prizadevanj, ki spodbujajo kulturno udejstvovanje ter vseživljenjsko učenje. Nastope zborov je spremljala strokovna spremljevalka Tadeja Vulc, ki je ena vidnejših slovenskih sodobnih skladateljic, zborovodkinj in pedagoginj. Najprej je zapel moški pevski zbor Kulturno-športnega društva Dobrava, ki letos obeležuje 33 let neprekinjenega delovanja. Njihova pot, ki se je začela leta 1993, ko so prvič združili glasove, je prepletena z bogatimi izkušnjami, predanostjo in iskreno ljubeznijo do zborovskega petja. Zbor s svojo energijo, odprtostjo in srčnostjo redno soustvarja številne dogodke ter svojo družbo privablja nove poslušalce in podpornike. Njihovi nastopi niso le glasbeni večeri, temveč trenutki pristnega povezovanja, kjer pevci z veseljem dajejo, občinstvo pa to toplino z navdušenjem sprejema. Za ubrano, dinamično in vsebinsko raznoliko glasbeno doživetje je tako poskrbelo 16 pevcev pod vodstvom zborovodkinje Darje Žganec Horvat, ki zbor vodi in ga umetniško oblikuje od septembra 2025. Ženski pevski zbor Društva upokojencev Središče ob Dravi letos obeležuje 30. letnico delovanja. Nastal je iz veliko veččlanske mešane zasedbe, a danes ostaja le še v ženski zasedbi. V zboru prepeva 12 pevk, ki rade prepevajo že od malih nog. Petje jih hkrati pomlajuje, pravijo, jih veseli, bogati in preganja tudi zdravstvene tegobe. V pretežni meri posegajo po repertoarju s slovenskimi besedili, z domačo besedo. Zbor, ki ga vodi zborovodkinja Lucija Podsrnja, ob obletnici v nedeljo v Središču ob Dravi pripravlja tudi samostojni koncert z gosti. Mešani pevski zbor svetega Jakoba Ormož se je letos prvič predstavil na reviji pevskih zborov. Njihovo temeljno poslanstvo je petje pri cerkvenih obredih, z veseljem pa se udeležijo tudi tradicionalnih srečanj cerkvenih pevskih zborov, ki potekajo januarja in junija v organizaciji Društva Antonovanje na Kogu. Člani zbora poudarjajo, da jih združuje občutek povezanosti in pripadnosti. Zbor doživljajo kot veliko družino, kjer delujejo usklajeno in drug drugega podpirajo. Pomemben del njihovega delovanja je tudi druženje, ki jim predstavlja posebno hrano za dušo. Tako petje zanje ni le obveznost, temveč tudi poseben privilegij. Zbor vodi organistka Darja Žganec Horvat.
Ženski pevski zbor Okarina ima svoje začetke v letu 1993, ko je na pobudo Klavdije Zorjan Škorjanec začelo prepevati 9 deklet. Zbor se skozi leta delovanja lahko pohvali številnimi samostojnimi koncerti, sodelovanji na raznih prireditvah in dogodkih v domači občini in širše. Tudi vsakoletna udeležba na območni reviji Javnega sklada za kulturne dejavnosti je del programa zbora. Zborovodkinja Zlatka Puklavec-Banjanin, ki je del zbora od samih začetkov, je v letošnjem letu po 25 letih vodenja zbora ponovno predala ustanoviteljici Klavdiji Zorjan Škorjanec. V nadaljevanju pa še med športne navdušence. Po letu premora bo v soboto in nedeljo 6. in 7. junija v Središču ob Dravi potekala licencirana mednarodna dirka starodobnih dirkalnih motociklov Slovenija Classic TT. Dirka združuje hitrost, zgodovino motociklizma in odličen spremljevalni program. Zahtevna proga čez naselje Središče ob Dravi meri 1265 metrov in nudi veliko atraktivnega doživetja za gledalce ter dirkače. 8. mednarodna dirka starodobnih dirkalnih motociklov poteka v organizaciji Avtomotokluba Središče ob Dravi in občine Središče ob Dravi, ob pomoči večine društev v občini. V tem času so organizatorji že dorekli oziroma zaključili z načrtovanjem, tako da presenečenj ne pričakujejo. Želijo si le lepo vreme. Vsekakor pa je organizacija takšne dirke velik zalogaj. Ja, bi se kar strinjala, je kar velik zalogaj. Trudimo se, vsako leto se trudimo po najboljših močeh. Sicer v ožjem smislu je organizator dirke Avtomotoklub Classic TT Središče ob Dravi, vendar nam pri organizaciji pomagajo vsa društva v občini Središče ob Dravi. No, to je kar ena taka podpora, verjetno prav pride, ne? Ja, definitivno, saj dirke brez pomoči od vseh članov društev ne bi mogli izpeljati. Nam lahko poveš, koliko pričakujete udeležencev, kako dolga bo trasa? Trasa se imenuje Krog Središče ob Dravi in je dolga 1200 metrov. Udeležencev, to je odvisno od vsakega leta, včasih še prijave pridajo na zadnji dan. Kar se pa tiče obiskovalcev, pa je tudi odvisno od vremena. Nam lahko recimo predstaviš ta dvodnevni razpored oziroma program? Torej, dvodnevni program, v soboto so skozi cel dan treningi. Prvi uradni trening se začne ob 14. uri, vendar priporočam obiskovalcem, da pač pridejo prej zaradi same zapore državne ceste. Potem skozi celoten dan, torej do 6. ure, ponavadi 6:15 se zaključi zadnji trening. Potem sledi en stand-up show, ki je letos novost, sicer tukaj na Trgu Talcev 4 pred občino bo prišel komik Tin Vodopivec in se boste lahko malo poveselili, toliko da malo popestrimo program. Kaj pa v nedeljo? V nedeljo pa se treningi pričnejo že dopoldan in sicer ob 9:30 je prvi uradni trening. Potem pa sledijo kvalifikacije. Pred uradno otvoritvijo dirke pa še sledi stunt show našega Slovenca Roka Bagoroša, ki je sicer že enkrat nastopil v Središču, mislim, da leta 2018, torej letos se ponovno vrne. Potem pa sledi uradna otvoritev dirke, ob 14:30 pa seveda prva dirka, po 16:30 pa podelitev pokalov. No in kaj bo posebna novost letošnje dirke? Ja, letos smo obiskovalcem namenili tribuno, ki bo ob Trnavi, sicer pri nas rečemo pri Vagi, tako da boste lahko malo sedeli še na drugi lokaciji. Potem pa smo pripravili že tudi 2 LED zaslona, da se bo lahko spremljala cela trasa.
Ostalo pa je bolj kak ne vse ostalo isto, pač spremljevalni program je stunt show in pa stand-up show, poleg tega lahko najdete hrano, pijačo, kokice, balone in pač to je to. Ja, Hvala lepa in seveda vam želimo uspešno izpeljavo torej te dirke. najlepša hvala. Gre za edino tovrstno licencirano ulično motodirko v Sloveniji. Športna zgodba dirke Slovenija Classic TT se je začela leta 2013 na pobudo domačina Franca Škrjanca. Prvi poskus oživitve tradicije motociklističnega dirkanja v Središču ob Dravi v 60. letih prejšnjega stoletja je bil izpeljan kot paradna dirka, ki pa se je do danes preoblikovala v tekmovanje. Zahtevna proga čez naselje Središče ob Dravi, ki meri 1265 metrov, nudi veliko atraktivnega doživetja za gledalce ter dirkače. S organizacijo takšne dirke je občina Središče ob Dravi v teku let gotovo pridobila tudi na prepoznavnosti. Ja, to je en dogodek, katerega predstavljamo ne samo našo občino, ampak tudi širše. Tu se tudi povežejo društva, to pomeni, da društva sodelujejo pri tej dirki. Sama dirka pomeni tudi promocijo za našo občino, naš kraj in pa tudi širše. S tem tudi povezujemo šport, kulturo in pa turizem. Tudi jim lahko kaj pokažemo, to pomeni Dravo naturo, imamo reko Dravo, imamo občinski čebeljak, tudi znamenitosti naše in s tem, kot pač prirejamo tako prireditev, ki je edinstvena v Sloveniji, tudi pritegnemo druge obiskovalce, ne samo z Slovenije, ampak tudi širše, kajti dirkači tudi nastopajo iz drugih držav in s tem, ko pridejo k nam, vidijo te naše lepote in upam, da se še kdaj vrnejo, ne samo ob dirki in tudi ogledajo naše lepote, katere imamo tu, ki jih imamo v sklopu v destinaciji Jeruzalem-Ormož. Kakšna pa bo vaša naloga v soboto in v nedeljo? Boste vi tudi sedli na kakšnega oldtimerja? Ne, to ne naša, oziroma moja naloga je, da pač se z društvi dogovorimo, organiziramo, vse vodi društvo, tako da bo potekalo čim bolj gladko in da ta dogodek speljamo in pokažemo, da znamo tudi večje stvari stopiti skupaj in to pač urediti in prikazati se v najboljši luči. Dirka Slovenija Classic TT Središče ob Dravi je mednarodnega značaja. Tekmovalci, ki prihajajo iz različnih evropskih držav, pa so licencirani dirkači motociklističnih prvenstev. Toliko bolj je dirka zanimiva tudi za ljubitelje tovrstnih dirk, a tudi tiste, ki si starodobne motorje radi ogledajo. 6. in 7. junija bo tako v Središču več kot dovolj možnosti za eno in drugo. Soboto od 13. do 19. ure in v nedeljo od 9. do 17. ure. Vrhunec bodo dirke po kategorijah, ki se bodo začele ob 14. uri. Nogometaši Ormoža so v 21. krogu Ptujske superlige dosegli 18. zmago zapored in spet potrdili naslov prvakov. V športnem parku Mestna Graba je s 4:1 padla Grajena. V 21. krogu Ptujske superlige je športni park Mestna Graba gostil tekmo med prvouvrščenimi Ormožani in 11-uvrščenimi gosti iz Grajene. Okrog 300 ljubiteljev nogometa je prišlo na svoj račun. Saj so poleg lepe nogometne predstave obeh ekip bili priča številnim svečanim trenutkom. Že uvodoma so nogometaši Grajene, nove stare prvake Ptujske superlige, nogometaše Ormoža pozdravili s špalirjem. Domači navijači, plavi bivoli, so pred tekmo prvič podelili posebno priznanje imenovano Bivol leta 2025-2026. To je postal Luka Kirič, ki si je tekmo zaradi poškodbe ogledal s tribun ormoškega stadiona. Domača enajsterica na zadnji domači tekmi je bila naslednja. Kapetanski trak je tudi tokrat nosil Teo Prapotnik. V golu je tekmo pričel Denis Prapotnik. V polju so zaigrali Anže Šujen, Emanuel Mihalič, Filip Janežič, Jan Trstenjak, Jaka Žerjav, Niko Kosec, Klemen Jakl, Gal Namestnik in prvi strelec lige Patrik Javševec.
Za goste so zaigrali kapetan Aljoša Ornik, vratar Vica Futa, igralci v polju Rok Čeh, Žan Ornik, Jernej Katan, Matic Bračič, Rok Menoni, Tibor Roj, Davič Živič, Bruno Gale in Andrej Majnik. Sodniško nalogo na tekmi je opravljala trojka Vito Zagoršek Horvat, Jasmin Mustafič, Žan Tušak. Nalogo delegata je opravljal Janko Majerič. Že sam začetek tekme je bil zelo pester in priložnosti so se zvrstile na obeh straneh. Pri domačih je 2 lepi priložnosti zapravil Kosec. Na drugi strani so nogometaši Grajene izpeljali nekaj odličnih protinapadov ter bili zelo blizu zadetka. Tega, prvega od 5 na tekmi, so navijači obeh ekip videli v 21. minuti, ko je lepo iz roba kazenskega prostora v dolg vratarjev kot nameril Žerjav. Na 2:0 za Ormož je 15 minut kasneje povišal Jakl, ki ni imel pretiranih težav pri doseganju svojega jubilejnega 10. zadetka v prvenstvu. Za zaključek prvega polčasa je Jakl še stresel okvir vrat. Med polčasom je domači nogometni klub za 60. rojstni dan čestital Miranu Lahu. Po le 3 minutah igre v drugem polčasu novi zadetek v mreži Grajene. Pobeg Jakla po desni strani, lep predložek v sredino in natančen zaključek Kosca z levico za ormoških 3:0. V nadaljevanju beležimo še priložnosti Kosca in Jakla. V prvem primeru je bilo težje zgrešiti kot zadeti, v drugem primeru je Jaklov strel švignil mimo desne vratnice gola Grajene. V 55. minuti je domači trener Sašo Kupčič posegel po 3 menjavah. Priložnost za igro so dobili Marko Kralj, Nik Žnidarič in Jan Vočanec. V 68. minuti je v mreži Grajene končala še 4. žoga. Domači so izvedli kot iz desne strani, sedel je pravi glavomet v kazenskem prostoru Grajene, v nadaljevanju akcije pa je golman Grajene Cafuta ustavil prvi strel Mihaliča, odbitek pa je v mrežo pospravil Jakl. Ormož Grajena 4:0. Na tekmi je sodnik Zagoršek Horvat pokazal 2 rumena kartona, enega domačim, drugega gostom. Pri domačih je porumenel Janežič v 76., pri gostih Fabijan Pšajt v 84. minuti. Predtem je prav Pšajt v 78. minuti poskrbel za časten zadetek Grajene. V 80. minuti je zadnjič na ormoško zelenico stopil Sebastian Piberčnik, ki je kasneje kopačke obesil na klin. Domači igralec je na igrišču preživel 8 minut, kot je bila njegova številka na dresu. Za zaključek športne poti so soigralci Piberčniku na poti v slačilnico pripravili še en špalir. Na koncu lepe nogometne predstave zmaga Ormoža nad Grajeno z izidom 4:1, polčas 2:0. To je bila 18. zaporedna zmaga Ormoža, ki je krog pred koncem na prvem mestu s 55 točkami, 15 točkami več od drugovrščenih Apač. Za primerjavo z minulo sezono so Ormožani lani prvenstvo končali na prvem mestu s 17 zmagami in 52 osvojenimi točkami. Ob osvojitvi naslova prvakov Ptujske superlige so nogometaši Ormoža izpod rok podpredsednika Nogometne zveze Slovenije Stanka Glažarja prejeli pokal. Rajanje se je lahko začelo. V zadnjem 22. krogu v petek 29. maja ob 17:30 Ormožane čaka gostovanje pri Stojnci. V naslednji oddaji pa bomo zagotovo že tudi izvedeli nasprotnika v kvalifikacijah za uvrstitev v 3. slovensko nogometno ligo Vzhod.
Rokometaši Jeruzalema so v Škofji Loki odigrali zadnjo tekmo v tem prvenstvu. Do zmage so prišli po uspešnejšem izvajanju 7-metrovk in sezono 2025-26 končali na 7. mestu v državi. Rokometaši Jeruzalema in Škofje Loke so odigrali 2 tekmi, ki sta dali odgovor o končnem 7. mestu v državi. Prvo tekmo v Ormožu so z izidom 34-31 dobili vinarji. Na povratni tekmi v športni dvorani Poden v Škofji Loki so prav tako bili uspešnejši gostitelji z izidom 30-27. Ker sta ekipi bili poravnani po 120 minutah igre, so o zmagovalcu in končnem 7. mestu odločali kazenski streli. Več uspeha so imeli gostje iz Ormoža, pri katerih je v golu že skozi celotno tekmo blestel Filip Ramfel. Ramfel z 2 in Aleš Zemljič z 1 obranjeno 7-metrovko sta bila junaka loterije iz 7 metrov. Končni izid obeh tekem je bil 64-63 v prid Jeruzalema. Sicer so tekmo bolje pričeli Škofjeločani, ki so povedli se 7-5. Sledila je izjemna serija Ormožanov, ki so dosegli 5 zadetkov zapored in povedli s +3, 10-7. Na odmor je Škofja Loka odšla z 2 točkama zaostanka. Škofja Loka Jeruzalem Ormož 13-15. V nadaljevanju boljša predstava domačih, ki so najprej ujeli nasprotnika, nato pa v 59 minuti povedli za kar 5 zadetkov, 30-25. Vse je že kazalo na zmago Gorencev, vendar zadetka Matevža Žuniča in Blaža Majhna ter 2 izjemni obrambi Ramfla sta vinarje vrnili med žive. In izid po 2 tekmah je bil poravnan na 61-61. Kot smo že povedali, so Ormožani bili uspešnejši pri izvajanju kazenskih strelov in se veselili končnega 7. mesta v državi. Pri Škofji Loki 11 obramb Sava Vujoviča in 6 zadetkov Nika Pirnata. Pri Ormožu je Ramfel tekmo končal pri kar 17 obrambah. Jure Lukman je dosegel 10 zadetkov. Za vinarje je sezona 2025-2026 končana. Na 30 tekmah so vinarji dosegli 8 zmag, 3 remije in 19 porazov. Glede na izkupiček zmag, remijev in porazov, lahko za končno 7. mesto rečemo, da je to več kot plafon. O prvaku bosta odločali ekipi iz Ljubljane in Celja, Slovan in Pivovarna Laško. Za bron se bosta udarili zasedbi Trima iz Trebnjega in Slovenj Gradca. Ekipo Jeruzalema po sezoni zapuščajo trener Marko Bezjak, Filip Jerenec, Ignjat Nešič in mogoče še kdo. Na Hrdek se iz Škofje Loke vrača Jure Kocbek. Toliko za danes. Več o dogodkih Todo Krog izveste v prihodnji oddaji, tako da se nam le pridružite tudi čez teden dni. Hvala za pozornost in nasvidenje.